gledam na ta predbožični teden, danes je ponedeljek, 15. december. Včeraj smo gledali oziroma spremljali, danes zjutraj po našem času, zmago Lakersov nad Phoenix Sunsi 116-114. Malo žalujem za vse tiste, ki ste vstali ob 3 zjutraj ali kdaj je že bila ta tekma, da jo lahko pogledate. Bila je zelo dolga zaradi zelo dosti prekinitev, pa tudi prav lepa ni bila, ampak podarjeni zmagi se ne gleda v zobe. Mogoče bi tako vsaj Phoenix gledal na zadevo, ker če bi bil navijač Phoenixa, bi po taki tekmi bil zelo, zelo jezen. Blaž, 43 prostih metov strani Lakersov, 25 prostih metov strani Phoenixa, ki v prvem polčasu komaj kaj prostih metov metal in šele nadoknadil to v drugem polčasu. Luka 14 prostih metov, LeBron tudi 14, pa tudi klop se je malce bolj izkazala kot ponovadi. Moram reči, da v prvem polčasu ni izgledalo sploh, da bodo Lakersi uspeli zmagati to, čeprav so bili dosti bliže kot pred nekaj dnevi, ko so proti Phoenixu zelo visoko izgubili. Takrat je po konferenci povedal J.J. Redick, da se mu je zdelo, kot da so se v igralci Phoenix Sunsa naselili tisti vesoljci iz tiste risanke, kaj že, ko je Michael Jordan igral. Iz Space Jama. Iz Space Jama, ja, Monsters, ko so vsi po vrsti zadevali trojke. Zdaj so sicer tudi Phoenix Suns zadevali trojke, ampak bolj v prvem polčasu, in Lakersi so nekako kljub zelo slabi igri uspeli držati korak z njimi. Tukaj je prednjačil predvsem Luka, slabo igro mislim, zato ker je imel precej izgubljenih žog, grešil je trojke kot po tekočem traku. Saj vem, da imajo dobre obrambne Phoenix Suns, ampak napad je bil tako precej stoječ, no. Trije igralci so gledali, kako Luka čaka na blok, naredi blok, Luka gre okoli in išče nekoga prostega, prost ni noben, zato ker ga spet niso podvajali oziroma zelo, zelo malo. Vrže trojko, zgreši in teče v obrambo. In to je bila, pa ne vem, polovica napadov v tem polčasu. Ja, mogoče lahko na tej točki povem, Luka je metel za 3 točke 2-14 na tej tekmi. Pa 6 izgubljenih žog. Ja, LeBron je sicer metal samo 5 trojk, eno zgrešil, ampak je imel 8 izgubljenih žog ob 4 podajah. Do polčasa so Lakersi uspeli nekako izenačiti rezultat in potem malce bolj povesti proti koncu tretje četrtine, ko se je Phoenixu popolnoma ustavilo. Niso več zadevali trojk, zgrešili so tudi par zicerjev, imeli so kar nekaj izgubljenih žog, predvsem pa ena redkih svetlih točk v tej tekmi. Lakersi so pobrali kar 24 skokov pod obročem Phoenixa in s tem uspeli držati priključek in jih tudi nadigrati na koncu tretje četrtine, pa na začetku zadnje, ko so uspeli voditi kar za 20 pik in marsikdo bi 8 minut pred koncem celo ugasnil tekmo, je rekel, nič, evo, zabeležena zmaga, gremo naprej na naslednjo. Ampak to, kar se je dogajalo v zadnjih 8 minutah, je bila pa, ne vem, komedija zmešnjav sodnikov. LeBron James in Dillon Brooks sta si spet skakalo v lase, ta dva se prav ne moreta res. Zanimivo je bilo videti, kako Brooks želi na vsak način LeBrona razživcirati do te mere, da ga, ne vem, ali izključijo ali da izgubi živce, ampak na koncu izgubi živce ravno Brooks. Phoenix se je popolnoma približal in na koncu celo povedal z trojko Brooksa, pri katerem, ko je potem doskočil, ga je LeBron ruknil in Brooks se je zelo, zelo razburil, želel imeti še prosti met in ker ga ni dobil, je šel proti LeBronu, ki je bil že na sredini igrišča in ga ruknil z ramo. To so potem pregledali sodniki in se določili, da je bil to hostile act, kot rečejo, oziroma sovražno dejanje, in dali LeBronu
ki sicer Lakersi so takrat že imeli žogo, ampak LeBron je pač imel še en prosti met in bi lahko izenačil na 114. Za eno točko so takrat zaostajali Lakersi in je ta prosti met je zgrešil. Jaz bom rekel, ne prosti met, skoraj darilo. Mislim, seveda navijam za Lakerse, ker Luka igra za njih, ampak vseeno moramo biti malce objektivni in vedeti, da dejansko LeBron je ruknil Brooksa pri temu, ko je doskočil iz meta na tla in to bi mogel biti prosti met za Brooksa. Nasprotno, na drugi strani, ko pa je Luka iskal, ko bi rekel, prostor za met, ki ga ni dobil in je potem podal LeBronu, ko je stalo samo še 2-3 sekunde do konca tekme, je LeBron nekako na hitro nekaj vrgel, vrgel je tako, da niti pod razno ne bi mogel zadeti. Booker ga je malce pobožal po komolcu in LeBron je takoj dobil 3 proste mete. Vrgel je iz obupa, ne vem, če se spomniš, Blačko, enkrat tako vrgel iz obupa, Jagodnik za slovensko reprezentanco je zadev sicer, ampak je tako čudno vrgel, kot da je naredil špago v zraku in je dobil še prosti met, mislim, da. Se spomniš tega meta? Ja, se spomnim, ja. In tudi tukaj LeBron, to so oni meti, ki jih ponavadi sodniki na koncu tistih zadnjih napadih oziroma v tisti zadnji sekundi ne piskajo kot favle. Tukaj pa, ja, pač, saj LeBron je imel tukaj tudi to, da je sodnika vlekel za majico, pa se mu ni nič zgodilo, ne. To je danes res bil ta LeBron privilež na polnem pač na piedestalu, da smo videli, kaj pomeni LeBron v tej ligi lahko. Ja, ta incident, ki ga opisuješ, je spet vključeval LeBrona in Dillon Brooksa in LeBron se je tako razkuril, da je kar rukal sodnika in dej mu daj, ne vem, tehnično, kaj mu daj, ampak z njim se je obnašal kot, veš, s kakšnim badijem v slčilnici, kao tako malo rukanje, pa ne vem, no, tako se verjetno ne moreš obnašati do sodnika, ajde, razen če nisi LeBron, očitno. LeBron na koncu zadane 2 prosta meta od 3, prvega je zgrešil, dvorana je bila že vsa na nogah, potem pa zadel drugega in tretjega za vodstvo in zato, ker je Phoenix zadnji timeout porabil na challengeu za tisti foul Bookerja na trojki LeBrona, niso imeli več timeoutov, tako da niso mogli kliciti timeouta in 4 sekunde do konca izvajati iz sredine, ampak so mogli izvajati izpod svojega koša. In dokler je prišla žoga do Graysona Allena, je mogel na filo vršti in seveda zgrešil. Na koncu potem še foul nad Smartom, ki je zadev še en prosti met in postavil rezultat 116-114. Malo mi je žal, da je toliko dobrih ekip, še posebej na zahodu, z veseljem pogledam tekme Spursov, ajde, mogoče tudi malo Oklahome, Houstona, potem pa moramo gledati eno takšno ekipo, kot je Lakers, ki sicer, se igra naš Luka za njih, ampak to je včasih res težko gledati. Vem, da je manjkal Austin Reeves danes, ki ima težave z stegensko mišico. To je zadnji cajt najpogostejša poškodba v NBA-ju, pa Phoenix Suns imajo dobro obrambo, ampak ne vem, no, Blaž, meni se ta igra zelo ne dopade in komaj čakam, da naredijo kakšno potezo pri trade deadlineu. Ja, sej počasni so na koncu dneva, to je največja težava, zaradi tega potem izpade vse zelo statično, nezanimivo, ampak to je tisto, o čemer govorimo že zadnji mesec pa pol, recimo, no, da enostavno nimajo te atletike v ekipi, nimajo te hitrosti, nimajo te moči in to jih to potem na koncu tudi naredi, da so neatraktivni za gledati in potem, ja, vemo, da tudi Luka rad igra ta Luka ball, kjer v bistvu gre vse preko njegovih rok in potem podoben sistem igrajo tudi, če je Austin Reeves, kjer gre vse čez Austina Reevesa in nekako s prodori pa trojkami odpiraš raketo in potem podajaš ven prostim soigralcem ali pa zaključuješ izpod obroča in rata zelo tako, kako bi rekel, ponavljajoče in dolgočasno, no.
Mislim, sej Luka je znan po temu, da enkrat, ko najde nek recept, kako polniti koš nasprotnika, ga bo izkoriščal, dokler se nasprotnik ne odloči, da bo spremenil svojo strategijo in potem spremeni strategijo tudi Luka. Tako da ja, če nasprotnik strategije ne spremeni, bo Luka to počel, dokler gre in to je recept za zmago. Ampak zdaj, ko so pri pick and rollu vse switchali, to pomeni, da so samo zamenjali obrambnega, ki je bil recimo na Ejtonu, je šel na Luko, in ker imajo dobre obrambne v skoraj praktično na vseh položajih, Luka ni mogel toliko prodirati, kot si želel, pa tudi zelo malo igralcev, njegovih soigralcev je utekavalo ali pa si delalo bloke proč od žoge, so bolj stali, bili bolj statični okoli trojke, tako da se je zatekel bolj metom za tri in večina njegovih metov za tri se mi zdi, da so bili tako malce ne posiljeni, ampak dosti hitrejši, kot sem navajen, ker ponavadi si lahko on ustvari dovolj prostora za step back in vrže malce počasneje, ampak bolj natančno. Tukaj pa se mi je zdelo, da je vrgel precej hitro, pa manj natančno in rezultat sta bili samo 2 zadeti trojki od 14. Se je pa zelo, zelo izkazala klop Lakersov, poznana po temu, da ponavadi vedno prizna poraz nasprotnikom oziroma njihovim klopem. In tukaj so vsi štirje, ki so igrali iz klopi, bili v plusu, od +7 do +13, torej vsak, ki je iz klopi štartal, vsak, ki je iz klopi stopil na parket, je v svojih minutah nadigral Phoenix svoje nasprotnike. Skoraj vsi iz prve peterke, razen LeBrona, ki je vodil klop seveda, pa so bili v minusu. In tukaj bi rad najbolj pohvalil ravno Jake LaRavio, ki sicer je zgrešil 7 metov, 2,9 met in 6 pik, ampak imel je 8 skokov, 2 ukradene žoge, 2 blokadi, 3 skoke v napadu in 8 vse skupaj. Boril se je res kot lev in bil povsod zelo, zelo dobro odigral in tudi Jared Vanderbilt je končno dobil priložnost. Sicer je imel samo 7 pik z metom 2,5, ampak imel spet, tako kot LaRavia, dobro statistiko v obrambi, 2 ukradene žoge, na blokada, 7 skokov in nasploh zelo, zelo dobra obramba. Tudi nekaj takšnih potez, ko se ne pozna v statistiki, smo videli in v 15 minutah je, bom rekel, svoje minute zelo, zelo dobro izkoristil. Sicer se vidi, kako so ga puščali samega na trojki, eno je sicer zadev, drugo je zgrešil. Imel je okoli sebe tako 4 metre prostora vsakič, ko je vrgel trojko. Če bi vsaj enih 35% uspel zadevati recimo iz kota, bi lahko že več igral. Zelo, zelo pa se je poznala njegova prisotnost v obrambi, tako kot Smarta, ki je štartal v prvi peterki namesto Reevesa. Kako je recimo tvoje mnenje zdaj, ko Reevesa ni, pa je nekako Smart v prvi peterki, se ti zdi, da je iz vidika nekega balansa prva peterka zdaj malo bolj popolnjena ali ne vidiš tega efekta? Veš kaj, jaz bi si tukaj predvsem rad najrajši videl, da Reeves ostane v prvi peterki, pa Smart začne namesto Hachimure. V tej tekmi je začel Smart namesto Reevesa in je Hachimura ostal v prvi peterki, ampak vseeno je bila obramba, mislim, da na višjem nivoju, predvsem zato, ker je Smart uspel ves čas kontrolirati žogovodca, torej tistega, ki je ponavadi vodil žogo za Phoenix, čeprav tukaj govorimo o 2, 3 igralcih, lahko so to Gillespie, Booker ali pa Brooks, nimajo prav določenega pleja, tako kot recimo pri Lakersih, ali čeprav tudi pri Lakersih igrajo 3 pleji, če smo čisto natančni, ampak Luka ima ponavadi največ žogo pri rokah, kar se pri Phoenixu ne dogaja. Ampak ja, mislim, to, da imaš enega takšnega obrambnega, kot je Smart v prvi peterki, ne bom rekel, da ravno čisto spremeni obrambo, ampak je toliko doda, da Phoenix ni uspel zbežati na +15, +20 v prvem polčasu, tako kot na zadnji tekmi.
No, res je, da so tudi slabši metali trojke, ampak enostavno, veš, Smart je lahko zelo blizu tistega, ki je vodil žogo igral. Če mu je zbežal, je pod košem Ejton skrbel za to, da ko bi rekel, se je vsaj vsake toliko nekdo, ki je prodrl, bal vršti na koš. In so Lakersi imeli tudi kar nekaj blokad, vse skupaj 8, LeBron 2, ne Hačimura nobene seveda, Ejton 1, Smart 2 in tudi iz klopi so prišli 3. Tako da obrambno so bili kar na nivoju, no. Samo kot si rekel, so počasna ekipa, ne igrajo. V bistvu največji problem Lakersov se mi zdi, da ne znajo najti lahkih košev. Zato, ker zelo malo igrajo v tranziciji, nimajo takšne obrambe, ko bi slonela na ukradenih žogah, tako kot igrajo nekatere hitrejše ekipe. In lahki koši v bistvu prihajajo samo za tiste, ki dobijo podajo strani Luke ali LeBrona, ali pa Reevesa, ampak za take podaje mora pa ravno podajalec zelo, zelo garati in potem ni dovolj energije za celo tekmo na istem nivoju. Tako da te lahke točke ne vem, iz kje lahko pridejo. Seveda lahko pridejo iz dobre obrambe, ampak če imaš dobro obrambo pri Lakersih, imaš zelo slab napad. Tako da to je pa tista rak rana njihove ekipe, ki je prisotna že celo sezono in čakamo, da vidimo, če se bo kaj spremenilo. Sej zmagujejo, mislim, imajo pozitiven skor in tudi, saj smo vsi veseli, da Lakersi zmagujejo, ampak vsi bi si pa želeli, da dodajo nekaj te fizike, no, kjer so v bistvu že omenjala čisto na začetku. In bomo videli, no, ker jaz mislim, da bo bolj tisti trade deadline takrat, ko se bo kaj dogajalo, tako da ne vem, če ima smisel kaj preveč o tem debatirati, ampak nekaj bojo mogli narediti, če hočejo letos narediti še pol koraka naprej. Potem pa poleti bo treba narediti še kakšen malo bolj konkreten remont, če hočejo narediti pa res še tisti dodaten korak, da bojo lahko kontenderji, ker trenutno pač lahko načeloma premagajo vsakogar, ampak ta načeloma je zelo tako. Predvsem proti ekipam, ki so bolj atletske, mislim, da tam so možnosti manjše, no. In zdaj počasi vedno bolj vidimo realno sliko te ekipe, za razliko od recimo enih 2 tednov nazaj, ko so bili drugi na lestvici. Ponavadi realno sliko ekipe daje razlika med prejetimi in danimi točkami in tisti, ki so najboljši, imajo seveda to razliko največjo. Pri Lakersih pa je bilo ravno to, da so na drugem mestu imeli razliko med danimi in prejetimi točkami ekipe, ki bi v tej kategoriji sodila nekje na 7., 8. mesto. Recimo Minnesota ima to razliko 5,3, je na 6. mestu, Lakersi pa na 4. 1,6. In s takšno razliko v prejetih in danih točkah so sodili bolj v play-in kot kaj drugega in tudi zdaj se vidi, so na 4. mestu, nič več na 2. Pred njimi so Oklahoma, Denver in Houston, 3 ekipe, ki realno so boljše od njih. San Antonio ima pa enako število zmag in porazov kot oni, 18-7, so 5., ampak mislim, da so tudi Spursi zelo sposobni prehiteti Lakerse. In tudi ne vem, kako bi šlo v play-offih, če bi se Spursi in Lakersi dobili. Mislim, da bi Spursi bili malce bolj favoriti. Pa Minnesota je samo 2 poraza za njimi, 17-9, ima razmerje zmag in porazov, tako da tudi ona jih lovi in zdaj ta koeficient, ta razlika med danimi in prejetimi jih uvršča dejansko na 6. mesto, so na 4., ampak tako kot sem zdaj povedal, tudi ekipe za njimi izgledajo malce boljše od njih in ne vem, upam, da se Reeves čim prej vrne in da spet naredijo nek dober niz zmag, ker če ne, bodo začeli počasi padati proti play-inu, kjer jih čakajo recimo Phoenix Suns, Golden State Warriors in v tem trenutku so v play-inu celo Dallas Mavericks.
Ja, ali ko si te razliko v točkah omenil, recimo Golden State na 8. mestu ima plus 1,2, Phoenix na 7. pa plus 0,3, tako da toliko pač potrjuje, ko vprašanje tam 7., 8. mesto. Ampak ja, do play-ina imajo še nekaj tekem. V končni fazi Phoenix je izgubil 12 tekem, Golden State Warriors 14, no Lakers je zaenkrat 7, tako da nekaj tega manevrskega prostora še tukaj je. Pa ja, upamo, da se čim prej Reeves vrne, zato da nekako, ja, vse en se pozna, no, pač je kvaliteten igralec in se takoj pozna, če ga ni. Ok, nič, o tej tekmi smo že kar nekaj povedali, malo smo tudi orisali situacijo v Lakersih, ki je dejansko enaka že celo sezono, ampak zadnja 2 tedna še bolj poudarjeno, ko je prišel LeBron nazaj, vidimo, kakšna je, in predvsem Matej rad na široko govori o tem, kaj je treba narediti, kaj je narobe, tako da ste vsi o tem že prekomerno obveščeni na naših podcastih in spacih. Tako da, Blaž, če imaš še kaj za povedati o Lakersih, drugače bi jaz šel samo še na kratko na Oklahomo in San Antonijo. Ja, bila je izjemno zanimiva tekma. To je zame bila tekma sezone. To je bila tako dobra tekma, ne samo zato, ker je Oklahoma izgubila in po eni strani mi gre Oklahoma zelo na živce, po drugi strani jih zelo občudujem, ampak Spursi so ko neka Oklahoma v malem, ampak igrajo the right way, oziroma kot je rekel Wembanyama po tekmi, ethical hoops, ko bi temu rekel, etična košarka, moralno pravilna košarka, no, tako bomo rekli. Wembanyama se je po 12 tekmah odsotnosti, mislim, da je bilo 12, vrnil sicer s klopi in tudi ni mogel igrati toliko minut, kot bi si želel, zaradi poškodbe seveda njegove minute omejujejo, ampak tekma je bila res za sladokusce. Če želite pogledati eno dobro zadnjo četrtino, poglejte to zadnjo četrtino, bila je res, res dobra. Okoli polčasa so Spursi zaostali že za, mislim, na 12, celo 14. Izgledalo je na zmago Oklahome, seveda, ampak potem so začeli Spursi gristi in se boriti in Wembanyama toliko doda tej ekipi, da so uspeli potem priti nazaj in tudi zmagati. Ampak ne bom se toliko spuščal v to tekmo, bolj sem želel nekaj malega povedati o Oklahomi in njeni obrambi in o razliki med Shajem in Luko in zakaj mislim, da bo Shai verjetno zmagal MVP tudi to sezono. Če pogledamo obrambo, zdaj jaz ne vem, koliko je kdo gledal obrambo in če se kaj ne strinja, lahko se javi pa kaj pove, mogoče kaj napiše v komentarje, bi prav rad še kakšna druga mnenja videl. Ampak če gledaš obrambo Oklahome, tako kot je rekel Steve Nash po tekmi med Oklahomo in Spursi, Oklahoma je naštudirala obrambo in kako sodniki sodijo obrambo najbolj od vseh ekip v celi ligi. Poleg tega imajo prave igralce, ki to obrambo lahko furajo, in če gremo samo za par minut v detajle, pri njih je glavna fora v temu, da ne faulirajo pri šutu. Faulirajo pa celo pot do šuta. Tisto, kar počnejo do šuta, do meta, sodniki težje dosodijo kot faul pri metu, kjer je lahko dosti bolj očiten in tudi če je dvom o temu, je bil faul pri metu ali ne, sodniki dosti lažje faul dosodijo pri domnevnem prekršku pri metu, kot nekem domnevnem prekršku med vodenjem ali pa med odkrivanjem, med tekanjem okoli. Spomnimo se, koliko faulov Curry dobi, ko se odkriva in teče okoli blokov, pa to ponavadi ni bilo nikoli klicano, ampak videli smo, koliko rok se steguje po njemu in ga zaustavlja, ga vleče za majico.
Curry se okoli tega ni nikoli preteževal, je pa res tudi, da Golden State je postavil takšne bloke, da se nima kaj preteževati. Ampak dobro, če ostanemo pri Oklahomi in čisto kratko opišemo, kako izgleda njihova obramba. Najprej poskusijo preprečiti podajo do nekoga, ki želi dobiti žogo, to je bilo najbolj očitno lani proti Denverju, ko je Caruso objemal Jokića, mu prepričeval, da sploh pride do žoge, če pa potem žogo vseeno pride do tega igralca, se pa njemu zelo, zelo blizu postavljajo pri vodenju in ga rukajo ravno toliko, da ga zmotijo, ampak da sodniki ne morejo piskati prekrška. Seveda jim včasih ne uspe in imajo zato tudi favle, ampak te favli ponovadi ne vodijo do prostih metov. V bistvu pravilna obramba je ta, da se postavi obrambni z prsmi pravokotno na žogovodca, ostaje v liniji njegovega napada, torej ostaja med njim in med košem, če gledamo ravno linijo od njega, recimo od Lukata, če vodi žogo proti košu, in se dovolj hitro premikajo nazaj, da mu ne preprečijo gibanje žogo, ker če se oni gibajo prepočasi in recimo, če smo zdaj pri Lukatu, se zabije v njih in ga dovolj ovirajo, da zgubi žogo kaj takšnega, je to favl. Ampak oni ravno toliko hitro hodijo nazaj ali pa v stran, da ga lahko še vedno rukajo, ampak ne toliko, da bi pa to bil favl. Seveda ne more biti ves čas popolni, zato tudi dosti favlirajo, ampak zanimivo je, da so šele 18. v ligi po številu prekrškov, torej če gledamo prvega, opravi najmanj prekrškov, 30. naredi največ prekrškov, Oklahoma je 18. Po drugi strani pa so 8. ekipa po številu prostih metov, ki jih njihove nasprotniki mečejo. To torej sovpada z njihovo obrambno strategijo, ki je agresivna skozi dejansko cel napad, razen pri metu. Napravijo dosti prekrškov, ampak njihove nasprotniki pa mečejo malo prostih metov. In to je ta obramba, ki si jo dejansko vsi želijo. In zaradi dobre discipline uspejo pri držanju takšne obrambe biti dosti bliže tistega, ki vodi žogo, kot večina drugih obrambnih igralcev, in še vedno uspejo zadržati pravilno defenzivno pozicijo. Je bilo in kup primerov, ko si mislimo, da je bil mogoče favl, pa potem pogledaš počasen posnetek in dejansko vidiš, da je bil obrambni od Oklahome v pravilni poziciji, na drugi strani pa pogledaš, pišoka, le kakšne favle nad Šajem kličejo, ne. Ampak potem pa vidiš, da obrambni ni bil v pravilni poziciji, je v bistvu iz strani ruknil Šaja, ne od spredaj, kot bi mogel. Tako da to je pa druga stran igrišča, ko pa Šaj je tako kot njegovi soigralci pri obrambi naštudiral v napadu sodnike v nulo. In če se samo še mičkeno minutko spustimo v primerjavo z Šajem in Luko, oziroma, oprosti, Blaž, jaz sem bil že predolg, bi ti rad kaj dodal pri obrambi Oklahome? Ne, mislim, saj jaz se čisto strinjam, saj sem tudi malo gledal te analize tudi in ja, ni kaj veliko za povedati, ne, in vse, kar si povedal, nimam jaz tukaj kaj dosti več za dodati in mislim, škoda je, no, da je, mislim, našli so sistem, no, saj vemo, da vsi izkoriščajo v končni fazi, tudi Harden je naštudiral takrat sodnike, pa je potem zelo dobro izsiljeval favle, pa se je potem ta trend prenesel tudi na ostale igralce in to, ampak ja, lej, pač ekipe ene se pač bolj prilagajajo, kot druge to izkoriščajo in Oklahoma je ena izmed takih ekip. Tako, zdaj pa samo še nekaj malega o razliki med SGA-jem pa Luko. Po Twitterju, po Redditu in po drugih socialnih omrežjih vidim ogromno enih res prav brezveznih ocen, primerjav in tako naprej, ki enostavno brez konteksta govorijo kar v 3 dni. Jaz bi tako rekel, Shai Gilgeous-Alexander je vse tisto, kar Luka ni. Ta dva sta tako različna igralca, različno sta štartala in
končala na podobnem mestu, ampak pot do tja je bila pa popolnoma različna. Kariere ni štartal kot čudežni deček, tako kot Luka. V Oklahomo ni prišel kot obraz franšize, tako kot Luka v Dallas. In talenta in potencijala nima toliko kot Luka. Ima pa tako disciplino pri skrbi za svoje telo, pri kako skrbi za prehrano, koliko trenira, in zakaj je dobil MVP lani in zakaj bo verjetno dobil MVP letos, zato ker za razliko od Luke se je svojemu potencialu dosti bolj približal, če ne celo ga že dosegel. Luka ima višji potencial, ampak ne vem, če ga bo kdaj dosegel. Mogoče ga bo, ampak v tem trenutku ga je, ko bi rekel, ko govorimo o potencialu, Šaj prehitev. Torej se je dosti bolj približal svojemu kot Luka svojemu. V svoji igri skoraj nima nihanj, za razliko od Luke, ki dosti bolj igra na podlagi čustev. Šaj obdrži hladno glavo ob vseh odločitvah sodnikov in igra znotraj sistema, ki ga določi trener. Ampak če govorimo o temu, kaj je Šaj, kar Luka ni, moramo tudi povedati, kaj ima Šaj, kar Luka nima. Ima odličnega generalnega menedžerja, ki zna dobro draftati in tradati, ima odličnega trenerja, ki zna postaviti sistem. Znotraj tega sistema se znajde vsak njihov igralec in ima odlične soigralce, tako v napadu kot v obrambi. In z vsem tem je lahko Šaj in osebno in na ravni ekipe nadomestil nasproti Luki manjko talenta in potencijala, torej stvarmi, na katere lahko sam vpliva, in stvarmi, na katere ne more vplivati, to so okoliščine okoli sebe, osebe okoli sebe. In zato se zdaj zdi, da je Šaj boljši od Luke. Zame Šaj ni boljši od Luke, v tem trenutku mogoče ja, ampak zaradi manjka talenta in zaradi manjšega potencijala bo Luka vedno boljši od njega in ga lahko tudi preseže, ampak zaradi ekipe, zaradi okoliščin, zaradi vsega, kar se dogaja okoli njega, pa zgleda, da proti njemu bo zelo, zelo težko zmagal kdaj MVP. Evo, Blaž, prosti, zdaj sem bil okoli Oklahome, zdaj sem pa končal, izvoli. Ja, ne, mislim, stvar je v tem, da ekipa Oklahome je tudi tako sestavljena, da potencira njegove pozitivne pa zmanjšuje njegove negativne doprinose. Veš, pri Luki tega ni, ne, v končni fazi. Tista ekipa Dallasa, ki je potem Niko razbil, je bila sestavljena na tak način, da je potencirala Lukov potencial oziroma potem skrivalo Lukove napake, predvsem v obrambi. In zato sem jaz še vedno mnenja, da recimo pred tradom lani, da pač tista ekipa Dallasa bi premagala Oklahomo v play-offu, če bi bili seveda zdravi. In še vedno mislim, to, kdorkoli me bo vprašal, bom to vedno trdil. In tukaj potem pride ta večja razlika med Luko in pa Šajem. In a veš, tudi v končni fazi Šaj je najboljši igralec najboljše ekipe v ligi in tukaj je zelo težko tekmovati proti takmu, a ne. Še posebej, če dejansko vsak večer pride in pokaže tisto svoje in ni recimo to samo kot vsak, a veš, da dejansko nima slabih tekem, no, kakorkoli obrnemo, ker je Oklahoma toliko zelo dobra, da tudi če mogoče ne igra na 100%, še vedno da svoje oziroma lahko pač nekako doprinese nekaj smiselnega in zato deluje bolj konsistenten, bolj enostavno pač boljši. Čeprav individualno, tako kot si rekel, 1-1, verjetno ga Luka premaga 9 do 10krat, ampak znotraj sistema, znotraj ekipe, potem so pa to druge zgodbe. Ja, in to je bilo najbolj opazno ravno v končnici tekme Spursi Oklahoma, kjer so se lahko na njemu menjavali Kessel, Vassell pa Harper, vsi trije zelo dobri obrambni igralci, pa tudi Fox, ki je soliden obrambni igralec, ne tako dober, ampak še vedno dovolj hiter, da lahko stane pred Šajem. Videlo se je, da so zelo, zelo dobro naštudirali, kako ga braniti, da meče čim manj prostih metov. In vsakič, ko so ga zaprli ali ko so ga usmerili proti osnovni črti, da ni mogel potem najti izhoda ali pa se ni mogel sprehoditi do koša,
je vrgel ali neko takšno zadevo, ko ni bila ničemnu podobna, ali pa je vrgel žogo proč, zato ker ni mogel najti linije podaje, ki jo Luka ponovadi zna najti. In jaz upam, da so vsaj Spursi našli recept, kako Shaja čim bolj onemogočiti. Mislim, da bodo verjetno tudi Houston zelo dobro, predvsem z svojo obrambo in svojim Amen Thompsonom, enim najboljših obrambnih igralcev lige, uspeli njega zadržati. Ker ti povem, če bom gledal še ne 2-3 leta Oklahomo kot najboljšo ekipo, ki bo zmagala na koncu tudi prstan, mi ne bo preveč luštno. Ja, lej, sej, če navijaš za Oklahomo, je zanimivo, če pa ne navijaš za Oklahomo, pa je vsaj meni to enako dolgočasna košarka kot ta od Lakersov, no. Jaz nimam tukaj, meni to ni užitek gledati, sploh ne ta foul baiting, in v bistvu tudi to igranje na robu favla, ki si ti razlagal. A veš, ko vidiš, da to njim nič ne sodijo, drugim pa na koncu sodijo ogromno teh nekih favlov. Mislim, a veš, to ni zabavna košarka, no. To ni tista košarka, ki te drži na robu stola, pa pač, ki res gledaš z užitkom. To je pač, ja, mislim, to je košarka, ki ja, prinaša uspehe, ampak če nisi pa lih navijač te ekipe, pa me. Ja, dosti bolj zabavno je recimo gledati Lukata in podobne košarkaše, to je sigurno, ampak veš, ko gledaš druge ekipe in vidiš, enkrat bo nekdo zaspal v obrambi, drugič bo nekdo drug zaspal v obrambi, ampak za sekundo samo. Pri Oklahomi noben ne spi v obrambi, ampak niti za sekundo. In ta njihov effort, ta njihov trud, konstantni 100% obrambi je, lej, sej lahko sovražiš Oklahomo, ampak ko gledaš, kako igrajo, kako se trudijo, enostavno moraš priznati, da so dobri, ne. In po eni strani mi je to zelo všeč gledati, po drugi strani pa ne morem gledati, kako se Dort meče v noge Wembanyami in samo čakam, kdaj se bo poškodoval. Saj je zelo borben, ampak igra tudi precej nevarno in jaz upam, da ne bodo pol poškodbe krojile play-offov, tako kot se ponovadi zgodi. Ja, jaz tudi upam, no, ampak lej, mogoče na tej točki lahko tudi zaključiva, zdaj saj sva bila kar lahko, ja. izčrpna. Ali bi še kaj povedala? Ma ne, to je to. Moram reči, da so mi Spursi res odlična ekipa. Igrajo podobno kot Oklahoma, ampak so zame bolj gledljivi in seveda Aljena v Wembanyamu ne moreš spregledati. Mislim, enostavno se čudiš vsemu, kar počne. In poleg Houston Rocketsov in Lakersov seveda zaradi Luke bom največ gledal ravno San Antonio. Mogoče bom pa jaz tudi kakšno tekmo več pogledal. Ampak sej, tekem je toliko veliko, da včasih enostavno, mislim, lahko kar bi mogel obrniti urnik svoj, pa v bistvu span zamenjati za košarko, ampak na žalost to ne gre. Tako da ja. Dobro, Marko, hvala za tole analizo, res odlično je bilo. Ostali pa hvala za poslušanje, in se slišimo po naslednji tekmi, ne. Ja, želim vam lep teden, ki bo potem šel v božični teden. Lepo se imejte in se slišimo po naslednji tekmi. Hvala za poslušanje, adijo. Adijo.